Dr. Peter Čeferin, pozdravljeni na Gospodarski zbornici Slovenije. Pozdravljeni. Po diplomi na pravni fakulteti ste najprej delali kot novinar, kako pa se je začela vaša odvetniška pot? No, jaz sem leta 1963 imel kot novinar Gospodarskega vestnika intervju s takratnim ministrom za kmetijstvo in sredi intervjuja je v ministrovo sobo prikorakal njegov brat, generalni direktor Agrokombinata Grosuplje, prekinil najen pogovor in je rekel, a si ti Čeferin? Jaz sem rekel, sem, ne, znam, ne. Je rekel, a si sin od Emila? Sem rekel, sem. Zdaj, čim je to rekel, sem jaz že zaslutil, da on misli, da sem jaz podedval pravniške kvalitete svojega očeta že s samim rojstvom. Pa bi rekel, a šel ti zdaj z mano na sodnijo zastopati naš agrokombinat. Torej, meni je bilo groza, ker še nikoli nisem bil na sodišču. In ko nisem vedel, kaj bi odgovoril, je rekel, če greš zdaj z mano na sodnijo, dobiš 2,5-sobno stanovanje. Ker je bila moja soproga že v porodnišnici, mi da pa še zmeraj nismo imeli stanovanja, sem rekel, daj ključe. In sva odkorakala lepo pred Figovca, iz tiste stolpnice, kjer je bilo takrat ministrstvo za kmetijstvo, sva odkorakala proti Miklošičevi na sodišče. In jaz sem skušal ta kratek sprehod do sodišča izkoristiti, da dobil čim več informacij. In on je rekel, veš, eden nastoš, ki je padel v eno jamo, ampak mi nismo nič krivi. Ne? No in ko sem prišla na sodnijo, jaz niti nisem vedel, kam bi se usedel, ampak ker sem vedel, da je bil nasprotni sedež že zaseden z odvetnikom pokojnim Ilcem, ne, sem se usedel na drugo stran. Sodel pa je sodnik, ki je zelo hiter rad končal delovni dan, ker sem jo že dopoldne mudil na tenis in je imel navado strankam, ker takoj povedati, to ste izgubili, tako naprej, ne, ali pa umaknite tožbo, ali pa kitajskega. In ko prideva midva z generalnim v razpravno dvorano, je rekel, poslušaj, tole ste izgubili, ne, sej agrokombinat ni imel zavarovane jame in logično, da ste odškodninsko odgovorni, ne. Potem sem zašepetal generalnemu, sem rekel, tovariš generalni, tole sva izgubila. On pa meni nazaj ni govora, je rekel. Unka na stož je plezel k eni tovarišici v spalnico po žlebu in mu je spodrsnilo in je zaradi tega dol padel. Potem sem rekel, tovariš sodnik, tovariš je plezal v tovarišici v njeno spalnico in je zato padel. Pa bi rekel sodnik, pa se je obrnil tužnik, pa ste pa vi izgubili. No in tako sem dobil svojo prvo pravdo, medtem sta pa imela minister pa moj glavni in odgovorni urednik, naslednji pogovor, minister, aj pri tebi en Čeferin v službi. Je rekel, je, ni več, pa je dal slušalko dol. In popoldne sem se že vselil v stanovanje in iz novinarja postal tako imenovani direktor pravnega sektorja Agrokombinata Grosuplje. Tam pa menda niste dolgo ostali, ampak ste odprli odvetniško prakso. Ja, z generalnim se na načelni ravni nisva kaj dobro razumela in jaz sem si močno zaželil iz družbenega v privatni sektor. In tako sem on je mene dal v suspens, ker sva se skregala in pod pogojem, da ne pridem v službo, sem dobil 1 leto plačo. Potem sem pa med tem časom nabavil knjige in študiral za odvetniški izpit. Pri grosupeljskem odvetniku sem bil brezplačni pripravnik, kar je bilo zelo problematično, ker sem imel sina pravkar rojenega, plače pa nobene. No, ampak potem se je pa zgodilo, da je nasprot pisarne mojega principala se pojavil en bleščeč napis Zavod za pravno pomoč. In tam je bil en odvetnik, ki je bil krasen fant, France, mu je bilo ime. Bil je krasen fant, ampak delati se mu pa nikaj dosti ljubil. On bi šel raje za sodnika, kot za odvetnika, ker če si odvetnik, moraš cel dan delati. No in jaz sem šel k njemu, sem rekel, lej, France, vzem ti mene za pripravnika, jaz bom zrihtal lokal, stranke, tebno trebaš delati. In me je vzel za pripravnika in mi je dajal 1/3 svojega prihodka.
Nekega jutra se spomnim, je prišla prva stranka v najino pisarno in slišim pogovor pred vrati. Mamca, je rekel tale odvetnik iz Ljubljane, moj France, je rekel, mamca, a vas ni sram, da se tožite? Je rekla, jaz nisem vaša mamca, dajte mi enega odvetnika, da vložila tožbo. Na kar sem jaz ven prelafil, sem rekel, France, 5 na Polževo, on je bil že v lovski obleki s puško na rami in je šel na Polževo, mi sva šla pa s tako zvano mamco v pisarno in so napisali tožbo. Kako se delo odvetnika danes razlikuje od tistega pred osamosvojitvijo? Torej jaz, glede na to, da imam najdaljši poklicni odvetniški staž v državi, razlikujem 3 obdobja položaja odvetnika ali pa vloge odvetnika ali pa statusa odvetnika v prejšnji in sedanji državi. Pred 30 leti in nazaj, 40 leti, je odvetnik bil kar ena taka nezaželena figura. Jaz sem stal pred vrati razpravne dvorane s svojim klientom, tožilec je bil pa noter pri sodnici, pa sta skupaj se trudila sestaviti tak obtožni predlog, da bi sodnica lahko izrekla sodbo. Potem je bilo pa tega enkrat zadost, pa sem stopil noter sodnici, pa sem rekel, gledajte, ali naj gre on ven, ali bo pa oba not, ker enakost orožje, enakopravnost stranki in tako naprej. No, pa je šel pa še on ven. Do nastopa te krize gospodarske, socialne, moralne in kakšnekoli čte. Zdaj je bil odvetnik spoštovana osebnost. Mi smo se temeljito pripravljali zlasti v kazenskih zadevah. Ljudje in mediji so pisali, da so sodniki za nič, policija za nič, tožilstvo za nič, mi smo bili pa sijajni. In res smo imeli uspehe, trudili smo se in tako naprej. Zdaj, odkar je ta gospodarska kriza, smo odvetniki nezaželeni, mi povzročamo dolgotrajnost postopkov, da ni mogoče tako zvane tajkune že v enem mesecu obsoditi in tako naprej. Je ena taka neprijetna atmosfera, ko politika, mediji in del javnosti v bistvu skušajo, ali pa politika skuša pridobivati politične točke na ta način, da pokažejo na neko kategorijo tistih, ki so krivi, to naj bi bili torej krivi za sedanjo gospodarsko situacijo, to naj bi bili tajkuni, odvetniki so malo manj kot sostorilci. Vendar glede na to, da imamo pri nas neodvisno odvetništvo od leta 1868 dalje, ko smo imeli pametnega voditelja, avstrijskega cesarja, ko je bil sprejet odvetniški red in smo previharili vse viharje, bomo prestajali tudi sedanjo situacijo. Zelo poudarjate poklicni pogum. Ga je bilo nekoč več kot danes? Torej, za vse 3 poklice ali pa službe, ki delajo v pravosodju, to je za tožilce, odvetnike in sodnike, sta pomembni 2 lastnosti, brez katerih ni poštenega sojenja. In to je popolna neodvisnost od vsakega zunanjega vpliva, ko se tožilec odloča, kako bo tožil, odvetnik, kako bo branil in sodnik, kako bo razsodil. Druga najpomembnejša lastnost pa je poklicni pogum. Težko je sodniku izreči oprostilno sodbo, če javnost, politika in mediji mesece naprej razlagajo, da je nekdo kriv, da je kriv za nastalo situacijo, da je kriv za brezposelnost, da je kriv za stečaje in tako naprej. Poglejte, kaj je prestajal sodnik, ki je imel dovolj poguma, da je v razvpiti zadevi izločil nezakonito pridobljene dokaze. Vsi so ga napadali, celo kolegi. Tožilec potrebuje poklicni pogum, če v zadevi, kjer je obdolženi vnaprej obsojen po medijih strani politikov in javnosti, če ta tožilec ugotovi tekom procesa, da ni dovolj dejanske in pravne podlage za obsodbo, težko zbere pogum, da umakne obtožnico. Rajš bo rekel, naj traja proces naprej, koliko časa če, pa naj sodnik izreče oprostilno sodbo, jaz
tega pred svojim šefom, te odgovornosti ne bo prevzel. In odvetnik rabi pri svojem delu veliko poklicnega poguma. On tvega, da ga bo javnost, politika in mediji, da ga bodo enačili z njegovim klientom, ki je vnaprej diskvalificiran, obsojen in tako dalje. On v situaciji, ko ga bodo enačili s klientom, tvega, da ne bo popularen, da ne bo zaželen, da ga morda nekateri drugi klienti ne bodo več angažirali za odvetnika, ker pač zagovarja take in take, ki so naprej obsojeni, najhujše zločince in tako naprej. Odvetnik, ki sprejme obrambo državnega sovražnika oziroma nekoga, ki ne ugaja vsakokratni politični garnituri, tak odvetnik zanesljivo ne bo dobil nobenega pavšala od paradržavnih podjetij, od drugih pravnih oseb, ki so kakorkoli povezane z aktualno oblastjo in tako dalje in tako dalje. Vas osebno zanima morda vstop v politiko, boste kdaj kandidirali za mesto ustavnega sodnika? Ne, to je popolnoma nič ne zanima. Jaz mislim, da bi bilo fajn, če bi vsak delal tisto, kar zna. In predvsem je pomembno za vsakogar v življenju, če mu uspe opravljati delo ali poklic, ki ga ima rad. In jaz odvetniški poklic ljubim in v njem uživam. In če vse strasti tega sveta ali pa življenja minejo, strast do kvalitetnega in kakovostnega opravljanja poklica ostane.